Spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci, dober večer. Knjižnica Brežice in klub Gaja organizirata predavanje Obrazovanje in cepljenje sadnega drevja. Sadjarstvo je tradicionalna kmetijska panoga, Slovenija pa tradicionalna sadjarska dežela, ki že desetletja prideluje sadje. Skozi desetletja so se spreminjale gojitvene oblike sadnega drevja. Kako danes gojimo in vzgajamo sadno drevje, pa nas bo podučil gospod Davor Šper. Gospod Davor, dober večer, pozdravljeni v knjižnici Brežice. Zastavljamo vam vprašanje, katere so značilnosti sadjarstva v Sloveniji? Ja, to samo vprašanje je kar širok pojem. Prav zagotovo v največ teh ljubiteljskih sadovnjakov zasledimo tiste klasične sadne vrste, kot so jablane, hruške, breške, češnje, višnje. Na vse zadnje so tukaj doma tudi jagodičevja, lahko jih naštejemo kar nekaj, mogoče v prvi vrsti tiste najbolj pogoste maline, robide, joste, tajberi, še kaj bi se našlo. V zadnjem času pravzaprav zasledimo pa kar nekaj novosti in prav te so mogoče za same ljubitelje sadjarstva, oziroma med katero spada tudi jagodičeve, še najbolj zanimive. Zagotovo se pa nekaj novosti najde tudi na področju sadnega drevja. Tukaj predvsem mislim na stebričasto sadje, ki je pravzaprav v zadnjem času, vsaj v tujini in tudi pri nas, kar svojevrsten hit. Kaj je značilno za jagodičevje, ki se pogosto javlja predvsem v spomladanskih mesecih? Ja, jagodičevje je seveda zelo pogosto v naših nasadih, tukaj najbolj pogost ribez. Kar se tiče samih značilnosti, če smo glih pa ribezu, lahko omenim, da tisti mehurjasti listi, ki se pojavijo na sami rastlini, niso kakšen znak bolezni, kar ljudje najbolj pogosto menijo. Vse zadnje pa gre za škodljivca, ki je na teh mladih pogankih zelo pogost in to je pravzaprav uš. In tako, da bo v tem primerno potrebno tudi ukrepati. Na vse zadnje v zadnjih letih na trgu jagodičevja zasledimo kar nekaj novosti. Med te prav zagotovo lahko prištevamo goji jagode, ki so kar svojevrsten hit, potem pa zagotovo še je tukaj šisandra in mogoče tudi sibirska borovnica, pravzaprav na katero tudi ne smemo pozabiti. Na današnjem predavanju se bomo srečali tudi z cepljenjem sadnega drevja. Par stavkov o samem cepljenju. Ja, cepljenje je pravzaprav način razmnoževanja, kjer določeno sadno sorto cepimo na različne podlage, ki so lahko šibke, srednje bujne in pa bujne, tako da nekoliko več sigurno bomo o tem rekli tudi na samem predavanju. Pravzaprav, kar se tiče cepljenja, v tem spomladanskem času zagotovo je najbolj uspešen način angleška kopulacija, če govorimo o sadnem drevju. Vemo pa, da se določene sadne vrste čisto lepo razmnožujejo tudi vegetativno. Tako da, kar se tiče angleške kopulacije, smo rekli v spomladanskem času, cepiče lahko nabiramo že zdaj, v mesecu februarju, načeloma pa na ta način cepimo tam nekje v aprilu. Lahko poveste recimo razvoj rezi. Stari sadovnjaki so bili v bistvu prepuščeni sami sebi, oziroma neka kotlasta oblika je prevladovala. Zdaj pa prehajamo na druge vzgojne oblike. Katere so te tipične za sedaj? Ja, najbolj razširjena vzgojna oblika pravzaprav v teh naših vrtičkastih sadovnjakih je vsekakor ozko vreteno. Kotlasta vzgojna oblika je najbolj pogosta pri breskvah, pravzaprav največ je najdemo na Primorskem, seveda pa breskve rastejo tudi drugod po Sloveniji. Pri kotlasti vzgojni obliki nekako otvorimo tri tista osnovna ogrodne veje, na katerih se seveda izrašča orodni les. Seveda je treba to sredino kar primerno osvetliti. Pri ozkem vretenu pa v načelu gradimo princip piramide.